Drage moje lepotice in lepotci, dobrodošli nazaj na kanalu Evina lepotilnica. Današnji video je spet malenkost drugač in sicer, kot si lahko zdaj že iz naslova prebrala, je naslov tega videa Pismo 15-letni Evi. Zdaj, zakaj se sploh gre oziroma odkje sem prišla na to idejo? Ta teden praznujem svoj rojstni dan, natančneje v nedeljo, in ponavadi na svoj rojstni dan sem jaz vedno jokala. Ne vem točno zakaj, oziroma vem točno zakaj, zato ker sem vedno pričakovala, da mora biti vse perfekt, če je šlo mal izven nekih mojih okvirov ali pa mogoče bolj rečeno pričakovanj, sem vedno se grozno počutila in se zjokala, ker drugače res nisem neka jokica, ampak ta dan je, ne vem, nekako toliko nabit s čustvi in se mi zdi, da malenkost starejši, ko si bolj, si sicer tudi zrel, no, ampak hkrati mogoče tudi občutljiv ali pa tudi ne, no. V glavnem, jaz sem se odločila, da bom sami sebi letos napisala pismo, dala vse te emocije na papir in mogoče pomagala sebi, predvsem pa tudi vam, z nekimi svojimi ali nasveti ali priporočili, ker le nekaj pa sem izkusila in če je mogoče katera v obdobju ali 15-letništva ali pa tudi že nekoliko bolj zrela in mogoče lahko nekateri moji nasveti pridejo prav, jo malo spodbudim ali brcnem v rit ali pojasnim, da tako kot je, da je čisto okej in da točno tako mora biti. Torej, če te zanima pismo sami sebi, torej, ko sem bila stara 15 let, kaj bi si napisala, kaj bi si svetovala, kaj bi si rekla, Eva, poslušaj, potem glej video naprej. Evina lepotilnica. Ko sem rekla pismo, sem dobesedno mislila na pismo, ker tukaj imam že vse spisan, to je tako nastalo počas, to nisem kar zlila, ampak res sem se poglobila in premišljevala. Tako da, mogoče vam bom najprej prebrala, ker se mi zdi tako perfekt razložen, pa še rečem kakšno besedo ali pa dve in potem gremo na novo poročilo ali novo ugotovitev. Teh dejstev je skupaj 11, tako kot je 11 moja srečna številka in 11. april moj rojstni dan. Evo, tole pa je prva modrost, prva torej izkušnja, ki sem se jo naučila in res 100% stojim za njo. Rok trajanja prijateljstva, določeno obdobje. So prijateljstva, ki traja samo določeno obdobje, potem pa se moraš naučiti reči let it go in ne siliti v neke odnose. Vem sicer, da izguba prijateljev lahko boli, a točno tako mora biti, draga Eva. Ves čas se učimo in rastemo in s tem se tudi spreminjamo. Čisto okej je iti naprej in spoznati nove ljudi, predvsem pa se nehati primerjati, ker si dovolj takšna, kakršna si. Ja, jaz sem na svoji poti spoznala veliko ljudi in pač čisto vsi ti ne odgovarjajo, je energija čudna in nekako se, ko si mlad, kar silaš v neke te ljudi, mogoče ti povzročajo slabo voljo ali pa še kakšne neke bolj grozne občutke, ampak potem kasneje, ko si starejši, spoznaš, da ne rabi tako, da ljudje, ki ti pač ne pašejo, ne rabijo biti v tvojem življenju. Če vzamem za primer, ne vem, partnerstvo, zakaj ti je en fant všeč in drug ne. Definitivno je pač okej, pustimo videz, karakter in tako naprej, ampak je tukaj prisotna energija. Energija je tista, ki nas povezuje ali pa oddaljuje. In dejstvo je, da vsem v življenju ne boš všeč in dejstvo je, da vsi v življenju tebi ne bojo všeč, ampak je tako čisto okej, tako mora biti in zaradi tega se ne sekiri, se ne obremenjuj. Kvečemu, kar bi tebi in tudi se priporočila, da se od takih ljudi definitivno moraš umakniti, ker samo v bistvu črpajo neko tvojo energijo, ki bi jo lahko usmerila v lepše in druge in boljše stvari. Pa še to, boljš imeti 5 ali pa enega ali pa 3 prave prijatelje kot 15 pa teh fake. Potem priporočilo številka 2. Konec zveze ni konec sveta. Vsako partnerstvo te nekaj nauči in konec zveze ne pomeni konec sveta. O ne. Je začetek modrejše, izkušnejše in močnejše tebe, Eva. Vsaka veza te nekaj nauči in vsakdo, oziroma tisti partner nekdo, je bil z razlogom v tvojem življenju. Mene je razhod, tukaj pa lahko tudi tako povem, sem pač se zapisala, ampak bo lepše, če tako povem. Mene je razhod moje prve veze, prvega fanta, res močno prizadel. Ne vem, če sem kdaj govorila na svojem kanalu o tem, ampak jaz sem bila po koncu te svoje prve veze 3 mesece, bi lahko rekla, kar v depresiji. Dejansko je moj dan izgledal tako, da sem pač šla v šolo, domov, jokala in cel dan jokala.
In da je zadeva še hujša, je v tistem obdobju bila ravno matura, ki je še danes jaz smatram kot najbolj stresno obdobje. Verjetno je zelo veliko, oziroma ne vem, verjetno je zelo veliko pripomorilo dejstvo, da sem ravno takrat končala obdobje te 2-letne oziroma 2,5-letne veze. Pustimo vse te razhode in tako naprej, ampak res mi je bilo to stresno obdobje. In vsaka, ki je šla kdaj čez to, ve, da so to res boleče stvari, da to res boli, a ne? In danes bi se najprej objela, zrukala in rekla: Eva, vse bo okej, spoznala boš fanta, ki te bo imel neizmerno rad, ki bi vse naredil za tebe in na koncu bo vse v redu. Tudi v bistvu prvi razhod je del odraščanja, je del tebe in se zgodi. In ne glede na to, koliko trenutek boli, bo na koncu vse v redu. Jaz verjamem, da marsikatera, ki zdaj gleda tale moj video, je mogoče ravno v neki taki situaciji, mogoče ločitev, mogoče razhod fanta, mogoče pač kakršnakoli druga prekinitev, mogoče tudi prijateljstva, ampak dobro, jaz sem se osredotočila na vezo. Ampak vse se preboli, vse se premaga in kaj je najlepše, da greš iz te situacije samo močnejša, modrejša. Kar se mi pa zdi še bolj pomembno, da se zavedaš, kaj hočeš in česa si mogoče ne boš dovolila. Zato, ker vsaka bo v vezi naredila marsikatero napako, življenje ti tak servira marsikatero preizkušnjo. Ampak je prav na nek način, da vse to doživiš, da potem, ko pride pa res tista prav, točno veš, da je tako mogel biti in se v bistvu vse poklopi. Mogoče zdaj kakšna čisto ne bo razumela ali pa, ampak kakorkoli je bilo meni tisto obdobje res hudo, shujšala, učila se, jokala, dobesedno je to izgledalo tako, da sem imela knjigo, se učila in jokala zraven in imela čisto mokre zvezke, ampak sem prebolela in enkrat neha boleti. Vsak dan v bistvu je spomin na to bledejši, pa pride dan, ko se vstaneš in dojameš, da si osvobojen in ta občutek je tako hud občutek. Ko to doživiš, si rečeš: zmagala sem, nič več me ne ustavi, zdaj pa samo gas naprej in se to potem v bistvu pozna na vseh nekih področjih življenja. Predvsem pa si ne dovoliš, da so ljudje grdi do tebe, ker enkrat res je hudo in res se dvigneš iz tega, se to potem pozna tudi na drugih točkah življenja. Predvsem ne dovoliš, da ljudje serijo po tebi. Moj nasvet številka 2, da veza, prva veza ali pa razhod veze definitivno ne pomeni konec sveta. Greva naprej in sicer pusti vse, kar te ne osrečuje. V bistvu tako, sama sem bila nekako vzgojena v duhu, da tistega, česar se lotiš, da moraš to zadevo tudi dokončati. In tako je bilo pri meni recimo z igranjem klavirja. Jaz sem končala sicer nižjo glasbeno šolo, ampak jaz sem zelo rada pela, zelo rada sem nekako nastopala, zelo rada sem plesala in nekako sem želela to tudi, oziroma mogoče je bila tukaj bolj neka družinska tradicija, da vsaka hčerka oziroma vsaka sestra igra nek inštrument. In tako so tudi mene vpisali v glasbeno šolo, jaz sem se vpisala v klavir, kamor pa še zraven tudi glasbena teorija. In prav spomnim se, imela sem vaje v torek klavirja in v četrtek, hkrati pa po klavirju še teorijo. In meni je bila to taka muka, pač sem se prebijala skozi razrede, to je 6 ali 7 razredov, ampak nikoli me ni veselila. Vaditi mi je bila muka, teorija mi je bila še večja muka, ampak sem na koncu zaključila. In kaj se je zgodilo, ko sem jaz zaključila, nisem praktično nikoli več se poglabljala v klavir ali pa da bi bilo iz tega nekaj več, ker me pač ni osrečevalo. In se mi zdi, da tudi če si star, ne vem, 10 ali pa 13 let ali pa 15 ali več, tudi če nas mogoče takrat vedno ne jemljajo resno, imamo kot mladi v bistvu pa pogosto zelo dobro začrtano, kaj želimo, kaj nas ne osrečuje in kaj nas. To se mi zdi res zelo pomembno, tako da takrat bi si jaz definitivno rekla: Eva, če pač res ti ni to, če v tem ne vidiš neke prihodnosti, a ima sploh smisel. Pustila tipke, ne glede na to, da mi zdaj branje not pride prav, pa igranje klavirja, ampak če itak si ne želim delati v tej smeri, a je pol bilo vredno ali ne, prepuščam vam, ampak definitivno bi sama energijo kot 15-letna Eva usmerila v bolj neke kreativne stvari, ki me osrečujejo, izobraževanje torej glede ali mode ali te modne industrije in mislim, da bi danes imela veliko več od tega. Gremo naprej in smo že pri denar in materialne stvari niso sreča.
Jaz sem bila od vedno rada lepo oblečena, od vedno so mi veliko v bistvu pomenila oblačila, da sem pač, ja, da sem bila lepo oblečena ali pa lepo namazana. Ampak, tako je bilo, jaz sem v bistvu si zelo zgodaj poiskala svojo prvo službo. Mislim, da nekje pri 15 letih sem že imela prvo službo, to so bila sicer hostesna dela, ki niso bila torej vsakodnevna, ampak kot šolar ali pa gimnazic, če delaš v petkih, sobotah, vemo, da zna biti zelo stresno, danes si sicer ne predstavljam, da bi bilo drugače. Ampak ja, definitivno sem bila v skupini tistih, ki manjšina, no, jih je več ne delali kot delali. Kar pomeni, da sem zelo zgodaj že začela služiti svoj denar, zelo v bistvu sem se naučila nekako razporejati, nikoli ne ful nekaj brez glavo in brez pametno nakupovati, čeprav mogoče tako zgleda, ampak nekako znam razporediti tisto, kar je nuja in kar mi pač potem ostane, da dejansko lahko porabim, a ne? Ampak, kaj sem se naučila? No, vsej nekje sem vedno to vse globoko vedela. Mogoče bolj bi tebi rada pojasnila, da denar ni sreča. Enkrat, če se ne motim, je Jim Carrey, igralec, rekel, da bi vsakmu dal ne vem kakšno vsoto denarja, da bi lahko izkusil, da tudi če zdaj strmijo denarjev, zdaj ne vem čist tega je bilo že davno, ko sem jaz to gledala. Ne vem, če bom znala sploh pravilno povedati, ampak v glavnem njegovo sporočilo je bilo, da bi vsakmu dal denar, da bi lahko izkusil, da denar ni sreča, a ne? Ka vem, da smo si včasih želeli, da bi ne vem kakšne bajne zneske na loto zadeli, ampak je dejstvo, da če greš ti na kavo s prijateljico ali pa bilo kam, je čisto vseeno, kaj imaš oblečen. Pač, a si ti oblečena od glave do pet v neka dizajnerska oblačila, ok, če ti to veliko pomeni, vse v redu in prav, nič narobe, ali pa pač v neka čisto običajna oblačila, s katerimi ni čist nič narobe, a ne? In v bistvu, ne vem, zlajnano ali pa ne, je res tukaj noter tisto, kar bo tebe na koncu napolnil. Nikoli ne bo situacija popolna, nikoli ne bo vse perfektno, vedno bojo pač, ker to je life, vedno so vzponi, vedno so padci, ampak si ti tista, ki si moraš v danem momentu narediti tako, da se boš imela dobro, da se boš imela hudo, da boš pač bila srečna s tem, kar imaš. In definitivno denar te nikoli ne bo osrečil. Če ne znaš biti srečna zdaj, če se ne znaš zabavati zdaj, ki mogoče nimaš toliko, kot si želiš, je dejstvo, in to ti lahko povem, da tudi potem kasneje ne bo tako. Sama lahko rečem, da si, če mi je zdajle ena majčka všeč, je lahko nekako prvoščam, brez težav prvoščam in te osred za unih, ne vem, 10 minut ali pa recimo en dan, en teden, ampak ok, na koncu imaš to majčko oblečeno in kaj zdaj? Imaš oblečeno najlepšo majčko in kaj zdaj? Upam, da vidiš, v katero smer grem. Torej, denar ni merilo za srečo in denar te ne bo osrečil, valjda ga je lepo imeti, ampak se da zelo, zelo lepo živeti, tudi če imaš glih toliko, da imaš za neke osnovne stvari ali pa kakšno majčko, tisto veselje in radost in srečo ti pa naredi to in to. Oh ja, tale, naslednja. Vsi ljudje niso dobri in ne mislijo, ter ti želijo dobro, oziroma nauči se reči besedo ne. Beseda ne, čudežna beseda, res, ker se jo enkrat naučiš reči in imaš enkrat jajca reči, se marsikaj v življenju spremeni. Ja, napisan. To mi je mogoče kar tako malo težko povedati, da ne bi karkoli narobe izpadlo, ampak si mislim, da ste mi zdaj že dojeli oziroma res upam, da videli, kakšna jaz v resnici sem. Pač dejstvo je, da sem sama jaz kot mlajša deklica, punčka, imela velikokrat težave z ljubosumjem. Zakaj? Zdaj, sama sem bila vedno pripravljena delati. Jaz sem bila tak tip otroka, da iz mene se je vedelo, da nekaj bo, a ne? In zakaj? Zato, ker sem vedno se javila, kadar so bili, ne vem, ali kakšni nastopi ali projekti. Jaz sem vedno bila pripravljena biti v ospredju in valjda gre to marsikateremu v nos, a ne? Vsi pač tega, ne vem, ne morejo sprejeti ali pa ne želijo sprejeti ali pa se javci mogoče želijo nekih rezultatov, pa se ne znajdejo najbolj kam in kako, a ne? In ker sem se jaz nekako vsem pa le zavedala te neke energije in si valjda želela hkrati imeti tudi nekih prijateljstev ali, ne vem, povabil na rojstne dneve in tako naprej, sem velikokrat kaj naredila tudi v imenu drugih. So drugi, ne vem, ali zabušavali, ali niso nič delali, so bili samo recimo v moji skupini, ker so vedeli, da pač jaz bom naredila. In samo
v bistvu na nek način, da bi bila sprejeta ali kako bi to pač povedala, ne. Je v bistvu to zelo narobe, ne, zato ker je velikokrat delo padlo name, sem jaz potem delala tudi namesto drugih, samo zato, ker sem bila jaz na nek način, toliko bolj sem si želela delati, da sem potem rajši jaz prevzela, kot da bi pač druge obremenjevala, oziroma da bi si oni mislili, sploh ne znam v bistvu točno povedati, kaj in kako, ampak v bistvu, kar bi vam ga rada sporočila, da je okej, če ste pridne, če ste delavne, če imate svoje sanje in cilje in da predvsem se naučite reči besedo ne. Čudežna, kratka, majhna beseda, ampak lahko drastično spremeni vaše življenje. Jasno, vsakmu ta beseda ne bo všeč, sploh če bi jo prej navajen reči ja, ampak da rečete ja, ampak gre se za vas, gre se za vaše počutje in ko boste enkrat ta ne osvojile in dejansko govorile ne za stvari, ki vam niso okej, se bo vaše počutje izboljšalo in to je konec koncev tisto, kar največ šteje. Beseda ne ni egoistična, kar mislijo nekateri ljudje, ampak je v bistvu korak k temu, da se boš ti počutila boljše. Draga 15-letna Eva, ne bodi prestroga do sebe. Super je, da si pridna, delovna, da si ambiciozna in imaš velike želje, to se zelo dobro nanaša na tisto prej, kar sem vam govorila. A ne pozabi, da je življenje eno samo, da moraš znati uživati v tvojem največjem kaosu. Tudi matematika in vsi kosinusni izreki, ker se spomnim vseh teh tabel in tako naprej. Vse se bo uredilo, Eva. Vem, da te mori, vem, da te bremeni, ampak na koncu bo vse okej. Vse se boš preučila, magari zadnjič v življenju, potem pa boš tako ali tako splavala v druge vode. Vzljubi se, to bi bil moj naslednji nasvet meni, torej 15-letni Evi. O tem nikoli ne vem, če sem kdaj govorila zares o svojem oziroma na svojem YouTube kanalu, ampak sama nisem imela težav nikoli recimo s prekomerno težo, sem imela pa težave ravno obratno, torej vedno sem bila res zelo, zelo suha. Bila sem tako zelo suha, da mi v bistvu neke hlače, ki so bile za običajne, ne vem, dekleta ali pa punce, niso bile prav. In je mami potem vedno z mano hodila po posebnih butikih, da sem jaz imela ene normalne hlače, ki mi niso res stale, tako da se je res videlo, koliko sem bila suha. In ne glede na to, da sem se zavedala, da sem res zelo suha, me je misel na to, da pa bi se zredila res ful strašila, a ne, pa sem jedla v bistvu zelo normalno, ampak pač taka je bila enostavno moja genetika. In spomnim se, da v bistvu sem bila med najbolj suhimi na šoli, tudi v bistvu vsi so govorili, koliko si pa ti suha, posledično sem zaradi tega res dobila zelo pozno menstruacijo in se spomnim, da v bistvu mi je bilo zaradi tega res zelo neprijetno. Nekako nisem vedela, kako bi se zredila, to si nisem želela pa sem si jasno, da bi lahko kupovala tudi jaz ne vem v H&M-u ali pa pač na nekih normalnih oddelkih, a ne. In danes bi se predvsem objela to suhico Evo in rekla, Eva, vse bo okej, obline boš dobila, pa take lepe ženstvene obline, ker pač to pride z leti. Zadnjico boš natrenirala s pomočjo različnih vaj, pripomočkov. Predvsem se sprejmi točno tako, kot si, točno v tem obdobju, ker si taka, kot si, čisto okej in v vsakem obdobju, tudi potem kasneje, ko boš pridobila obline, pa ko boš pridobila kilograme, boš glih tako lepa in glih tako okej. Tudi če si suha, ni čisto nič narobe in tudi če med zadnjimi dobiš menstruacijo, je to tudi čisto vse normalno in del pač tvojega odraščanja. Vsako telo, vsaka postava, vsako dekle si je različno, ti pač si pri tistih, ki se vse skupaj odvija malo kasneje in se zato ne rabiš nič počutiti manj vredno ali pa kakorkoli manj nelepo oziroma neženstveno. Ne čakaj, odpri YouTube kanal čim prej. Še danes se spomnim obdobja, ko sem jaz odpirala svoj YouTube kanal, takrat je bilo to res čisto nekaj novega in predstavljajte si 5 let nazaj, da bi nekoga vprašal, kaj si pa ti misliš, oziroma ne, a poznaš platformo YouTube, ker takrat je pač niso vsi poznali, no kaj si pa ti misliš, da bi jaz zgor začela nalagati neke YouTube filmčke. In najprej je bilo to vsem tako, kaj, sploh niso čisto razumeli, za kaj se gre, kakšni filmčki, kakšno vlogerstvo, kakšen YouTube in odzivi so bili zelo mešani oziroma tako, noben me ni spodbujal, da bi to res
rekla, ok, vsi so za, dajmo narediti, ne. Bilo jih je neki tudi zelo proti v smislu, kaj bojo pa rekli, in sem jaz to potem kar malo opustila in sem rekla, ok, bomo še videli. Ampak ta moja želja po deljenju teh kozmetičnih izdelkov, ker takrat je takole strmo tudi rasla moja želja do pač ličenja, s tem sem jaz tudi začela, a ne, mi nekako ni dala miru. In potem sem enega lepega dne rekla, ok, posnamem YouTube video, pa bomo videli, kar bo. A ne, in nisem sploh vedela, kako bom to objavila, ne nič. In sem se znašla, ampak to ni poanta, torej moj začetek. In danes bi tej Evi rekla, Eva, odpri, ne čakaj, sam pač posnem, pa boš videla, kar se bo zgodilo. In evo, toliko let kasneje je na tem YouTube kanalu skoraj 20 000 ljudi že, na Instagramu tudi skoraj 29 000 že, spoznala boš toliko enih ljudi, imela možnost delati v modni industriji, ki te najbolj veseli, možnost boš imela delati samimi kulskimi super znankami in Eva, just go for it. In tudi vse ostale, če razmišljate, a bi, a ne bi, sploh ne razmišljati, ker če je nekaj, če vam en notranji glas govori, da bi pa to bila pot za vas, nimate kaj čakati. Šola. Ja, jaz mislim, da je skoraj vsak med nami, ali pa recimo velika večina, ki je en ali pa dva predmeta, k nam je povzročil težave. In tako je bila pri meni matematika. Sicer sem zvozila, vedno sem naredila, ampak sem si skozi govorila, pa zakaj moram jaz, koga sem že prej omenila, delati kosinusne izreke, kdaj bom to rabila. Tokrat sem si rekla, kdaj bom to rabila, s tem, da itak pač nisem bila človek za računati, ampak vedno družboslovec, vedno me je zanimalo pač novinarstvo, medije in res jaz pa matematika pač no go. In Evi takrat bi rekla, Eva, to naredi, to zdrž, tudi če ne boš nikoli več rabila, pač, lej, zdaj to tako je, naredi ta zadnji izpit, potem boš pa pač matematiko odpikala zavedno. Potem kasneje, če boš pa rabila koga, ali za računovodske, ali razne matematične stvari, pa lahko, kogarkoli se smešno sliši, vedno lahko koga najameš, da to naredi namesto tebe, zdaj pa zdrž in potem matematika adijo za vedno. Potem še ena taka misel ali dejstvo, da je družina vse, da boš na svoji poti videla, srečala ljudi, ki ti ne bodo želeli dobro, ne glede na to, da imaš ti, Eva, vedno dobro vero v ljudi, da vedno vidiš vse najboljš, ljudje pač niso taki, da znajo biti ljudje zelo zahrbtni in zelo hinavski in to tako dobro skrit. Na koncu, kar je res pomembno in kar ti tudi da tisto energijo, ki jo rabiš za razne takšne drugačne projekte, je družina. In pomembno je, da družina in tvoji prijatelji vejo, kdo si in da se v njihovi družbi dobro počutiš in še enkrat boljše imeti samo enega, dva ali pa 3 prave prijatelje, kakor 15 fake, druga mnenja, druge nekako govorice pa niso pomembne. In mislim, da smo že pri zadnji 11. točki. Točno vem, zakaj se gre, ampak da vidim, kako sem spisala. Ja, to drži za mene, definitivno. V vsaki stvari je malo čarovnije. Super je, da si nekaj želiš, draga Eva, 15-letna Eva, za vse ostalo pa še pride. Ti samo upaj in imej neskončno vero, ne podvomi niti za hip vase, kjer je resnično samo nebo meja. Lahko padeš 5-krat, a vstani vedno in znova, če tudi bo to 6-krat, 7-krat, 8-krat in tako naprej. Enkrat se moram res spraviti narediti YouTube video na to temo, kako dejansko lahko ti s svojim pozitivnim prepričanjem dosežeš vse, pa če se ti zdi še toliko nemogoče. In vem, da so bile razne preizkušnje v mojem življenju, ko sem si rekla, pa zakaj pa bo rad ali pa stiskala pesti. In če si nekaj želiš, zdaj vem, da če si nekaj želiš, da se to uresniči. Takrat sem samo upala, zdaj pa to dejansko vem. In znam to moč misli spreobrniti v to, da se na koncu dejansko tako zgodi, kot si želim. Ker dejansko je samo nebo meja in je možno res čist vse. Tako, evo, to je bilo torej mojih 11 nasvetov. Zapiš mi spodaj v komentar, če se mogoče najdeš v kakšnem tudi sama in kaj bi sebi svetovala 5 ali pa 10 let mlajši tebi, Katarini, Barbari, Nini, Ani, Neži, kakorkoli ti je pač že ime, bo ful zanimiv brati spodaj v komentarju. Če smem, bi pa za konec imela še eno tako željo,
željo, ki jo itak ves čas ponavljam, ampak recimo, da je to rojstnodnevna želja, in sicer, da se naročiš na moj kanal, če slučajno še nisi, pa da me pofollowaš tudi na Instagramu. Evina Lepotilnica je moje ime, ker več, ko nas bo, več bom jaz snemala. Zadnje čase se algoritem skozi obrača in na YouTubeu, in na Instagramu, in če ne slediš vsem tem norim in, kako bi rekla, strokovnim že skoraj znanjem ali poznavanjem Instagrama, to včasih zna kar malo dol zabiti, tako da, če stisneš tale rdeč gumba v subscribe, čisto zastonj, za tiste, ki niste tako vešči YouTubea, kot ga jaz nisem bila na začetku, bom res zelo vesela. Evo, zdajle pa tudi prišel domov. Glih prav, evo, ker zaključujem video. Tako da, ja, sledite me na Instagramu, na YouTubeu, rdeč kvadratek, mi pa se gledamo v naslednjem videu. Poljubčki in se gledamo naslednjič. Čau, čau! Čau!